Lep pozdrav še enkrat na današnji tiskovni konferenci. Bom spregovoril nekaj v vezi bančnega sistema in tudi naših predlogov za ukrepanje. Kot veste, se v zadnjem času z dogajanjem v bančnem sistemu izredno veliko ukvarja tudi Državni zbor. Kakorkoli pogledamo te razprave in vse tisto, kar je bilo tam predstavljeno, lahko samo ugotovimo, da ne dobimo v Državni zbor celovitih informacij, da se pojavljajo očitki o prirejenosti informacij in podatkov in ta pojasnila Banke Slovenije, vlade, na Komisiji za nadzor javnih financ in tudi sicer sprožajo več dodatnih vprašanj, kot dajo samih odgovorov. Eden izmed problemov, s katerim se soočamo, je tudi to, da je Državni zbor, oziroma dobi Državni zbor le tiste informacije Banke Slovenije, ki jih dobi vsak državljan, ki pride na spletno stran. Kljub temu, da Državni zbor odloča o pomembnih zadevah, da smo poslanci, imamo mandat in pooblastilo, da imamo dostop tudi do tajnih, zaupnih podatkov, se ti podatki na noben način ne dostavljajo v Državni zbor. Od leta 2008 naprej, ko se je zgodila ta svetovna finančna kriza, je bilo v Državnem zboru veliko sej. Nekatere so bile sklicane tudi na predlog tedanjega guvernerja Banke Slovenije, dr. Kranjca. In na teh sejah smo več ali manj vsakič razpravljali o zdravju bančnega sistema, vendar nobenih pomembnih informacij, kot rečeno, ni bilo. Ustanovljene so bile tudi 3 preiskovalne komisije, ki so se ukvarjale z nepravilnostmi v bančnem sistemu, tudi z aktivnostmi, ki so se tam dogajale, vendar tudi te preiskovalne komisije niso mogle dobiti zahtevane dokumentacije ne od Banke Slovenije, ne od poslovnih bank. Skratka, gre za nek zaprt sistem in pravzaprav vse banke in Banka Slovenije so se sklicovali na tako imenovano bančno tajnost. Bančni sistem je preiskovala tudi Komisija za nadzor za preprečevanje korupcije, tudi pripravila neko oceno stanja in tudi še podrobnejše poročilo, ki ga je posredovala organom, institucijam v tej državi, domnevam organom pregona. Predstavniki Senata KPK-ja so bili vabljeni tudi na preiskovalno komisijo, vendar tudi ti, ki so posebej zadolženi za to, da potekajo v tej državi stvari pravilno, transparentno, da se ne pojavljajo sumi klientelizma in korupcije, niso hoteli predstaviti pravzaprav nobenih konkretnih podatkov in tudi ne nobenih imen. Čeprav so govorili o sivih eminencah v bankah in tudi povedali, da gre več ali manj za vedno iste osebe. Skratka, tudi zaradi vseh teh prikrivanj institucij, ki se ukvarjajo z bančnim sistemom, se porajajo veliki dvomi o tem, ali so bile pretekle odločitve bank, Banke Slovenije, vlade in vseh tistih, ki so se ukvarjali z bančnim sistemom, pravilne in ustrezne. Da nekaj ni v redu, kaže tudi to, da po tisti sanaciji bančnega sistema konec leta 2013, ko smo dali, ko je bilo vloženih v bančni sistem okrog 5 milijard, samo leto potem so bili narejeni stres testih in obe največji banki sta padli na stres testih. Tako Nova Kreditna banka Maribor kot Nova Ljubljanska banka. In očitno je, da ta slovenska trojka, ki je sanirala, ki se lotila sanirati ta bančni sistem, ni delovala ustrezno. V zadnjem času se pojavlja celo informacija, da je prišlo pri sanaciji bančnega sistema do nekaj 100 milijonske, približno 600 milijonske prekapitalizacije bančnega sistema. To se pravi, da je bilo v banke vloženo bistveno več denarja, kot
so ga dejansko potrebovali za sanacijo. Zdaj minister Mramor to poskuša na nek način ublažiti, pač govori o tem, da se bo to tako ali drugače vrnilo. Morda ta prekapitalizacija banka res ni problem za vlado ali Banko Slovenije ali poslovne banke. Je pa velik problem za tiste, ki so izgubili svoje premoženje. Bodisi za tiste, ki so jim bile odvzete delnice ali pa tudi podrejeni oziroma izvedeni finančni inštrumenti. Pa tudi sicer, da se ta prekapitaliziranost v bančnem sistemu nikjer ne pozna. Stroški poslovanja bank niso nič manjši, provizije niso nič manjše, kreditni potencial se ne troši, to se pravi, banke ne financirajo in ne kreditirajo gospodarstva, obrestne mere so višje kot drugod po svetu, ne, in v bližnji in daljni okolici. In očitno je, da se v tem bančnem sistemu nekaj ponovno dogaja, kajti prihaja tudi informacija o tem, da se povečuje delež slabih terjatev v bankah, slabih naložb, čeprav so bile že z zakonom o družbi za upravljanje s terjatvami bank, tako imenovani slabi banki, več ali manj prenešene na to slabo banko. In na osnovi vseh teh informacij lahko samo zaključimo, da lahko v relativno bližnji prihodnosti lahko računamo na ponoven bančni udar na davkoplačevalce, ki se bo izvedel bodisi z nadaljnjo razlastitvijo, ali pa tudi z novim zadolževanjem oziroma novo dokapitalizacijo. Skratka, problemov povezanih z bančnim sistemom, z nejasnostjo informacij in ostalimi zadevami je relativno veliko. Zdaj, velik problem v bančnem sistemu predstavljajo tudi rotacije kadrov znotraj bančnega sistema. Več imenovanj, več kadrovanj je bilo izvedenih na relaciji nadzorni sveti bank, uprave bank, več kadrovskih sprememb je bilo na relaciji Banka Slovenije, poslovne banke ali obratno. Imamo primere, ko so guvernerji postali finančni ministri in vse to kaže, da se v tem bančnem svetu gibljajo izbrane osebe po raznih funkcijah. In to je najbrž tudi ena pomembnih ovir, da se nepravilnosti bančnega sistema ne razkrivajo na pričakovan način. Tudi na vse zadnje to, kar se je zgodilo nedavno, ko se je tisti član KPK-ja, ki je sodeloval pri preiskavi bančne luknje, namesto da bi podatke objavil, zaposlil na eni izmed bank, oziroma tisti banki, ki je ustvarila največje bančno breme, kaže na to, da ne gre za, da ni cilj, da se zadeve razkrivajo, ampak prihaja do neke sistemske zaščite. Tudi za pogodbeno razmerje predhodnika na čelu KPK je Draga Kosa s poslovno banko in to za visoko urno postavko kaže na to, da se dela neka širša sistemska zaščita tistih, ki so v tem bančnem sistemu povzročili bančno luknjo. Če držijo podatki, da dobi Drago Kos za sodelovanje z Novo Ljubljansko banko 200 evrov oziroma več kot 200 evrov na uro, potem to za normalno zaposlitev, 176 ur, pomeni, da dobi preko 30.000 evrov mesečno, če bi opravil vse svetovalne ure. To so enormne postavke, to so zneski, če jih na normalno zaposlitev preračunamo bistveno više, kot jih dobijo tuji menedžeri v družbi za upravljanje s terjatvami bank oziroma v slabi banki. Zdaj, jaz mislim, da to, da državni zbor ne dobi podatkov od praktično nobene inštitucije v tej državi, smo pa tisti, ki edini delujemo javno, tej državi in preiskavam v bančnem sistemu ne more biti v ponos. In na vse zadnje se v zadnjem času na to, da ne dostavljajo podatkov, na to neustrezno
ureditev izgovarja celo guverner Banke Slovenije. Zadnjič je na komisiji dejal, da za njega je sistemski zakon, zakon o bančništvu in ureditev, ki je bila predpisana v zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, ni sistemska in za njega ne velja. Ampak mi smo v prejšnjem mandatu predlagali tako spremembo zakona o Banki Slovenije, kot tudi zakon o bančništvu. Predvideli smo točno te rešitve, ki bi zavezovale banke in guvernerja, oziroma Banko Slovenijo, da poroča državnemu zboru, pa jih je tedanja koalicija Alenka Bratušek tudi ob soglasju, tihem soglasju Banke Slovenije zavrnila. Kar pomeni, da so tedanja vlada Alenke Bratušek in pa minister Virant in še nekateri pač sistemsko zapeljali zadevo v smer, da se prepreči razkrivanje informacij in pa seveda tudi ustrezno poročanje državnemu zboru. Mi smo danes vložili v zakonodajni postopek ponovno zakon o Banki Slovenije, kjer pač nekatere stvari urejamo in izboljšujemo, gre predvsem za to, da se ustvarjajo podlage za razrešitev člana sveta Banke Slovenije. Tak predlog lahko vloži 15 poslancev in to v primeru, če se zagreši hujša kršitev. Predlagamo, da se v svet Banke Slovenije imenuje tudi član iz državnega zbora, to se pravi iz Komisije za nadzor javnih financ in pa odbora za finance. In mislimo, da je potrebno v tem zakonu tudi urediti stvari, ki so povezane z razkrivanjem bančnih skrivnosti v primerih, ko so banke deležne intervencije z javnimi sredstvi. Pa ne gre to za dokapitalizacije, ki je do breme javnega dolga, ali pa tudi z rezanjem oziroma jemanjem pravic, ki jih imajo iz naslova depozitov ali drugega premoženja. Podobno predvidevamo to tudi v zakonu o Banki Slovenije. Pripravili smo pa tudi zahtevo za preiskovalno komisijo. Ta preiskovalna komisija, ta predlog bo danes posredovan poslanskim skupinam v državnem zboru. Pričakujemo, da se bodo do tega predloga poslanske skupine opredelile, zavzele tudi svoje stališče, to se pravi, se odločile za podporo ali ne podporo. Pričakujem pa tudi, da bodo predlagale tudi kakšno dopolnitev pri vsebini preiskovalne komisije. Namen te preiskovalne komisije bo ugotovitev odgovornosti nadzornika bančnega sistema, to je Banke Slovenije, potem ugotovitev zneskov kreditov v evrih in v odstotkih bank in po komitentih nad 100 tisoč evrov, in to za javne in tihe družbe, vključno s pogoji odobritve kreditov ali izdaje garancij. Potem cilj te preiskovalne komisije bo, ali so bili spoštovani predpisi oziroma zakoni. Cilj je razjasnitev kreditnih politik bank, potem cilj je tudi ugotovitev, kdo so vedno iste osebe oziroma sive eminence v bančništvu, to, kar ni hotela pojasniti Komisija za preprečevanje korupcije, in tudi ugotoviti razloge za nadzorovano likvidacijo Faktor banke in Probanke in pa seveda tudi ugotavljanje politične odgovornosti. Kajti navsezadnje se je marsikaj zgodilo ali pa se ni zgodilo tudi zaradi tistih, ki so na tak ali drugačen način kreirali politiko in pa seveda tudi odločali na osnovi političnih usmeritev na formalen ali neformalen način. Mi utemeljeno sumimo, da pri bančnem polomu, ki se je zgodil v Slovenijo, ni šlo samo za vpliv svetovne gospodarske in finančne krize, to je bil morda po izjavah nekaterih celo manjši del,
Večji del tega poloma naj bi bil ustvarjen oziroma narejen predvsem zaradi napak v ravnanjih ali neravnanjih, zaradi Banke Slovenije, vlad in pa seveda tudi zaradi klientelistično koruptivnih in oziroma kaznivih dejanj, ki so se zgodila v bančnem sistemu. Znani so primeri, ko se je investiralo v mnoge trge iz bančnega sistema za velike denarje, na koncu v letu 2, 3 od tega premoženja praktično ni ostalo nič. In vzrok za bančno luknjo, ki jo saniramo z javnimi sredstvi, z javnim dolgom in z zajedanjem v osebno lastnino, ki je v teh bankah najbrž je potrebno raziskati. Mi pričakujemo, da ne bo vse ostalo samo pri verbalni podpori za ukrepe v bankah, ampak da bodo poslanske skupine sodelovali tvorno in aktivno tudi pri tej našem predlogu za odreditev parlamentarne preiskovalne komisije. Hvala lepa. Hvala. So še vprašanja? Vprašanje je bilo česta. Zanima me, če ste ECB vprašali za mnenje v zvezi z vašim predlogom novele zakona o Banki Slovenije? Zdaj, v tej fazi vložitve od opozicijske stranke ni za pričakovati, da bo predhodno pridobila mnenje Evropske centralne banke. To je dolžnost predsednika Državnega zbora. Bi vas pa rad spomnil, da imamo že mnenje Evropske centralne banke na rešitev, ki je bila vložena v preteklem mandatu in v področju, v tistem delu, ko se nanaša na razrešitev članov Sveta Banke Slovenije iz kršitve, iz hujših kršitev, ECB nima nobenih zadržkov oziroma to skladno celo s statutom ECB-ja. Tako je tudi mnenje in lahko vam ga tudi po tiskovni konferenci posredujem. To še v zvezi s preiskovalno komisijo me zanima, glede na to, da ste sami ugotovili, da so bile 3, pa da so se njihovo delo ni prineslo želenih učinkov. A mislite, da bo zdaj kaj drugače, glede na to, da predlagate samo spremembo zakona o Banki Slovenije, ne pa tudi o bančništvu, oziroma o teh, na katere se bankiri danes sklicujejo? Predlagamo spremembe obeh zakonov, to sem povedal. Aha, tudi v bančništvu tudi, in pa, pogledajte, z vidika delovanja institucij, velikih želja po transparentnosti in preglednosti, se ne bi smelo zgoditi oziroma ne bi smelo ostati brez odziva ne v politični, ne v širši javnosti to, da nekatere institucije nočejo sodelovati, zavračajo informacije, same pa niti ne ukrepajo. Jaz mislim, da je to ni skladno s pravnim redom Republike Slovenije, kajti dolžnost vsakega v tej državi je, če ugotovi, da je prišlo do kaznivih dejanj, da sproži ustrezne postopke. Ne more to predlagati na druge ali pa blokirati druge, da bi si sami sprožili te postopke. Se pravi, na primer, danes Ustavno sodišče preučuje pritožbo Banke Slovenije na LVPN v zvezi z zakonom o informacijah javnega značaja, na podlagi katerega naj bi razkrili tudi kredite, ki niso šli na DUTB, da se pravi, pričakujete, da bo Ustavno sodišče sledilo temu, da morajo Banke Slovenije. Ne morem zdaj soditi, kako bo odločilo Ustavno sodišče. Vendar sem vam prej povedal, da smo mi rešitev, ki je ustrezna in bi bila urejena v sistemskih zakonih, ki urejajo področje bančništva, predlagali. Žal je bila zaradi interesov koalicije, ker se ni takrat smelo nič vedeti, nič slišati, nič videti. To urejeno na nesistemski način v zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. In zdaj smo pred to dilemo, ko se nekateri sklicujejo, tisti, ki delujejo v bančništvu, na zakone, ki urejajo bančništvo, tisti drugi, ki hočejo pa informacije, pa na nek drug zakon. Jaz mislim, da to mora biti sistematično urejeno in da je v zakonu, ki je za to primeren, pa ne bodi si, da je to za Banko Slovenije ali za krovni bančni zakon, da te stvari morajo biti urejene prav v teh zakonih. Gospod Tanko, če lahko malo povzamem, kako v Državnem zboru po preiskovalni komisiji
načrtujete, da bi dejansko prišli do teh podatkov? Na zadnji seji Komisije za nadzor javnih financ je predsednik Računskega sodišča povedal, da zraven ne more, da oni to, recimo forenzično preiskavo so sposobni narediti, ampak da jih pač Banka Slovenije ne pusti. In zdaj imamo, in da je edini državni zbor tisti, ki po zakonu lahko nadzira oziroma mora Banka Slovenije poročati, pa očitno Banka Slovenije tega ne počne oziroma vam ne da podatkov. Kako lahko davkoplačevalci pričakujejo, da bo nekdo dejansko prišel do teh podatkov, do katerih ima, kot ste prej rekli, dostop samo peščica ljudi v Banki Slovenije in pa tisti, ki so jih najeli do zunaj. Zdaj, kako pride do teh podatkov, na podlagi katerih bi dejansko lahko rekli, ali je bila dokapitalizacija ustrezna, prevelika, premajhna in kdo je ta način, ta izračun naredil, preveril. Zdaj, kar zadeva Računsko sodišče, mimogrede to naš zakon o Banki Slovenije ureja. Gre pa za nadzor pravilnosti poslovanja Banke Slovenije. Če bo to sprejeto, potem bo tudi Računsko sodišče imelo, tako kot nad drugimi institucijami, pravico revidiranja pravilnosti poslovanja. Prej sem dejal, da je naš cilj s popravi teh dveh zakonov, da se v obeh, v teh primerih, ko gre za intervencijo v bančni sistem z javnimi sredstvi, da je dolžnost poročanja Državnemu zboru Banke Slovenije in tudi ostalih, oziroma tistih, ki prejmejo take pomoči o teh zadevah. To se ureja v zakonu o Banki Slovenije in bančništvu. Zakon velja za naprej, ne za nazaj. Jaz sem preiskovalna komisija, bo pač na osnovi ureditve, ki bo začela veljati 15 dni ali pa po sprejemu zakona, pač te podatke zahtevala. Mislim, da se Banka Slovenije ali pa katerakoli druga institucija ne more izogniti in se ne sme izogniti izvrševanju zakona. Zakon bo veljal in bo veljal tudi za tisto za nazaj. Zakaj ne bi to veljalo? Ker tle ne gre v tem primeru, ko se odredi preiskovalna komisija in bo pač zahtevala podatke na osnovi tega zakona, bo lahko pogledala tudi za vse obdobje nazaj. Zdaj se izgovarja, da to ni možno, ko bo pa ta zakon veljal in bo uveljavljena, pa bo na osnovi tega zakona to možno zahtevati in te podatke možno pridobiti. Povem pa še enkrat, v primerih, v katerih se soočamo v zadnjih letih, povezanih z bančnim sistemom, je nedopustno, da katerakoli institucija, ki je pregledovala bančni sistem, nadzirala bančni sistem, ne to za Banko Slovenije ali Komisijo za preprečevanje korupcije ali kogarkoli drugega, da na zahtevo Državnemu zboru ne posreduje podatkov. Tudi ne za potrebe preiskovalne komisije. To pa je problem. In jaz mislim, da tako stanje, ko se sistemsko blokira, tudi celo odredba Vrhovnega sodišča, da se teh podatkov ne da, pomeni samo to, da se ščiti največji kriminal, ki se dogaja v tej državi, to je znotraj bančnega sistema. Jaz sem še eno vprašanje. Dejali ste, da boste ugotavljali tudi politično odgovornost, s tem verjetno ciljate na tudi še danes obstoječe stranke, ki so takrat bile v vladi. Če se ne motim, hkrati me pa zanima še, kako boste recimo politično odgovornost zahtevali od nekdanjega recimo ministra in uradnikov na finančnem ministrstvu, ki so očitno tudi bili pri tej sanaciji bank oziroma igrali tam pomembno vlogo. Preiskovalna komisija ima pač nalogo, da bo to ugotovila. V primerih, ko so funkcionarji, tudi preko zaposlenih, politično vplivali na določene kreditne linije, ali to je pač bo potrebno to politično odgovornost tudi terjati. Če je bilo pa to zraven še kaznivo dejanje, tisto, kar ugotavlja recimo sodišče, je pa še kazenski postopek posebej. In v takih primerih, ko se bo ugotovilo, da so funkcionarji vplivali na odobritve določenih aranžmajev, kreditnih linij in tako naprej, oceni kreditov, če hočete, bodo pač morali prevzeti za to odgovornost. Tudi bivši funkcionarji so sodelovali pri takih dogajanjih in dogovorih, čeprav je na preiskovalnih komisij pač ni prišla sicer do konca, ker
se ni bilo, moraš priti do podatkov, pa tudi mandati. Ampak to odgovor se pač treba terjati od vseh, ki so tu na tak način sodelovali. Pa dejansko, kako se lahko za nekoga, ki ni več na funkciji oziroma ki pravzaprav ni niti več v politiki? Ja, vam bom pojasnil, kako je to potekalo. Ne? Nekateri niso več politiki, ne? So pa drugi, ne? Ki lahko kot dediščino peljejo te projekte naprej. To ne mislim, da se z imenovanjem novega ministra, da se vse ustavi, ne? In gre vse popolnoma znova. Mi govorimo o praksi, o zadevah, ne? Ki so tekle, ne? In pač to treba ugotoviti. Mogoče še komentar na to, da vlada očitno zdaj zaupa guvernerju Jazbecu na podlagi njegovih pojasnil, čeprav tudi sami nekateri člani vlade pravijo, da še ni vseh pojasnil pravzaprav podal. Je to prav, da recimo vlada vpraša samo pač eno stran Banko Slovenije in zahteva samo od guvernerja pojasnila? No zdaj, kaj se bo dejansko dogajalo, ne vem, ne? Ampak tehnologija, ki se je poslužila vlada v tem pogovoru z guvernerjem dr. Jazbecem, je pač tehnologija umirjena. Ne? To bodo zdaj dvakrat, trikrat se sestali, potem bodo morda nekaj ugotovili, da ni bilo nič, ta čas so malo pozabilo, pritiski bodo se zmanjšali, ne? In tako naprej. Skratka, treba je to ocenjevati z tudi več vidikov. Ne? Kakšen bo rezultat na koncu, bomo pa videli. Če bodo preiskave stekle, če bo preiskovalna komisija stekla, če bodo postopki, ki so vloženi na državnem tožilstvu oziroma so proti osebam, ki so v preiskavah, potem se bo lahko ugotavljali kakšne druge posledice in odgovornosti. Hvala lepa. Hvala.